se sprašujem, kaj pa ti sediš? zakaj za Ormož pestivec ne držiš? Kaj pa ti sediš? Zakaj za Ormož pestivec ne držiš? Eno zmago poklonite nam še, da dvignem ljubca Ormožančane. Jaz pa pojdem tja v Ormož, na Hrdik, na rokomet. V eni roki nos plomen, v drugi roki transparent. Jaz pa pojdem tja v Ormož, na Hrdik, na rokomet. V eni roki nos plomen, v drugi roki transparent. Kaj mi poje ptičica, ptičica sinička, dobra moja je najbolja. Nosi piši za mile je repetke zveje, rodi nam na Dober večer, drage gledalke in dragi gledalci, ljubitelice, ljubitelji športa na televiziji Ormož. Ja, pred nami je zanimiva pripravljalna tekma, namreč spremljali bomo pripravljalno tekmo med slovenskim prvoligašem, rokometnim klubom Jeruzalem Ormož in pa, moram reči, dokaj odlični ekipi tudi na evropski sceni, to je ekipa Tatrana iz Prešova, ki prihaja iz Slovaške, sicer kot boste lahko med prenosom tekme videli, gre bolj za malo slovaškega pridiha, namreč le nekaj slovaških rokometašev igra v tej ekipi, katero pa tudi vodi kot trener Slavko Golža, 49-letni hrvaški strateg, na drugi strani trener Jeruzalema Ormoža Saša Prapotnik šteje 47 let. Pri ekipi Tatrana iz Prešova pa boste spoznali tudi dva Slovenca, in sicer igralca številko 55, to je Nino Grzentič. Spomnimo se ga kot bivšega rokometaša Kopra, tukaj pa je kot novinec tudi Lucijan Fižuleto, ki bo tekmo pričel v vlogi srednjega zunanjega, to je igralec številko 17, svojo športno pot je Fižuleto pričel pri naših državnih prvakih Celje Tovarne Laško. Prvi napad za Slovake, na črti bo tekmo pričel igralec številko 77, Roman Carapkin, gre za Rusa, organizator igre že omenjeni Fižuleto, potem na poziciji desnega zunanjega Slovak Tomaš Rečičar, na levem zunanjem že omenjeni Grzentič, potem imamo na krilu igralca številko 69, to je Slovak Tomaš Feh, in pa potem na levem krilu igralec številko 33, še en Slovak David Mihalka, tekmo pa je v golu pričel Igor Čuprina. Prvi napad za Tatran iz Prešova. Ormožani so odigrali že 3 pripravljalne tekme, 2 proti Veliki Nedelji so dobili, 31-19 in pa 24-19, zdaj pa prva obramba Tomislava Balenta. Napad za Jeruzalem, Slovaki so odigrali lep višek na desno krilo, ampak na koncu brez zadetka. Poglejmo zdaj ekipo Jeruzalema, Balenta smo že spoznali ob prvi obrambi, organizator igre Bojan Čudič, desni zunanji Tinček Hebar, levi zunanji Rok Žuran, na krilih desno Anže Šoštarič, levo David Bogadi in pa na črti Danijele Mesarič, pravico na tem srečanju pa delita sodnika Dejan in pa Igor Ivančič.
Prvi napad za Ormožane, smo v drugi minuti. Čudič, Šošterič, ali pa to med Žorana, ne, Tinček Hebar. In dobro, tam sicer od bloka zadevajo Ormožani. Prvi zadetek je dosegel starejši od bratov Hebar, Tinček, Fižuleto. Tam podaja v prazno Fižuleta, dobro v obrambi, tam je Kocbek zaprl. Zdaj pa pogledamo Čudič, Kocbek. Podaja na desno stran proti Tinčeku Hebarju, zdaj se seveda umirja igra. Kocbek menja napad v obramba, Šošterič v napadu, Kocbek v obrambi. Ja, Ormožani, sem dejal, odigrali so 3 pripravljalne tekme, 2 dobili proti Veliki Nedelji in pa visoko izgubili 31-19 proti ekipi Gorenja Velenja v Velenju. Ormožane pa po današnjem srečanju v petek čaka še ena tekma in sicer proti ekipi Slovenj Gradca. Krasna akcija, asistent Čudič, realizator Mesarič in Jeruzalemčki so povedli z 2-0. Slavko Goloža tam poziva zdaj Lucijana Fižuleta, češ kaj dela, kaj igra, jezen Slavko Goloža, ki je kot igralec tudi bil dobitnik 2 olimpijskih medalj, in sicer zlatih leta 1996 v Atlanti in 2004 v Atenah. Fižuleto, Rečičar in pa Grzentič, zunanja linija. Ja, ekipa Tatrana je prišla v Slovenijo, kjer bo odigrala 5 pripravljalnih tekem. Danes so po dolgi poti, ki je trajala več kot 13 ur, pripotovali v Ormož, natančneje na Jeruzaleme, namreč pri gostišču Brenholz so imeli kosilo, potem pa so se napotili proti Ormožu, kjer bodo odigrali prvo od 5 pripravljalnih tekem v Sloveniji. Slaba podaja zdaj Danijela Mesariča, vseeno je ujel to žogo Tinček Hebar, odličen začetek Jeruzalema. Ja, zagotovo je dolga pot pustila posledice pri ekipi Tatrana. Dejal sem, to je ekipa, ki je precej prevetrena, kar 7 novih igralcev imajo pri slovaškem prvaku, ki je bil ustanovljen leta 1952. Prvi rumeni karton pa zdaj strani sodniškega para bratov Dejan in pa Igor Ivančič. Fižuleto, križanje z Grzentičem. Ja, Grzentič je zelo neugoden, se streli z razdalje. Zdaj Fižuleto 1-1, odlično tam v obrambi Hebar. Zaenkrat Ormožani izgledajo odlično, upamo, da bodo nadaljevali v takem ritmu. Ja, jasno je, da Ormožani zmeraj že po tradiciji priprave pričnejo nekoliko slabše oziroma slabše igrajo na pripravljalnih tekmah, potem pa formo stopnjujejo in tako kot je treba, pripravljeni pričakajo potem začetek državnega prvenstva. Ja, to pa bo zdaj izključitev Roka Žurana. Igralec več za ekipo Tatrana. Poglejmo, kakšno izmed kombinacij bodo odigrali. Najbrž Grzentič tam na drugega krožnega napadalca. Poglejmo, Fižuleto, Rečičar, odlično tam Čudič in pa Bogadi. Ja, zaenkrat obramba Jeruzalema v teh prvih 5 minutah zgleda res odlično. Vratar Balent je zbral tudi eno obrambo. Ja, obilico težav ima zdaj Tatran. Ja, ekipa najbrž še ni uigrana, kot bi si trener Slavko Goloža želel, in zdaj se Demetrovka, pa najbrž še ena izključitev, tako ja, Čudič mora na klop, torej težave zdaj za Ormožane. Druga izključitev, smo pa šele v 5 minuti, ampak obe o pravičeni izključitvi. Ja, Goloža še vedno ni zadovoljen z Fižuletom, zdaj pa se Demetrovka in zadeva Tomaš Feh. Prvi zadetek Tomaša Feha. 3-1. 4 igralci zdaj v polju Jeruzalema. Poglejmo, trener Saša Prapnik se ni odločil, da potegne vratarja Balenta na klop, ampak zdaj bodo 4 igralci Jeruzalema poskušali presenetiti obrambo Tatrana. Poskus Kocbeka in pa prekršek za 9 metrov. Seveda želja Ormožanov je, da zdaj čim dlje časa so v napadu, ampak sodniške roke bosta zagotovo kaj kmalu v zrak. Zdaj v igri tudi Kosi. Poglejmo,
Kocbek, Kosi, pa zdaj Hebar. Ja, Kosi bi lahko presenetil obrambo Tatrana pri preigravnju 1-1. Lep višek na desno stran in zadeva danes že tretjič Tinče Hebar. 4 igralci ekipe Jeruzalema uspelo zatresti mrežo. Ja, Lucijan Fižoleto, koraki. Ja, vidi se, da še ni v pravi formi Fižoleto, ki je prispel v vrste Tatrana iz Avstrije, ampak zdaj res vsaka čast tudi igralcem Tatrana, ki so z aplavzom spodbudili Lucijana Fižoleta, ki ni seveda po željah predvsem trenerja Slavka Golože pričel te tekme. Zdaj pogledamo, ja, sile bodo poravnane. Brez vratarja zdaj Jeruzalemčki. Napad 6-6. Šošterič, Kocbek. Šošterič bo zdaj najbrž zapustil igrišča, tako je. Kocbek, Tinče Hebar. Kosi proti Šuleku, ne, tam odlično Kosi. Ja, 9 metrovka. Ormožani pa bodo v tem trenutku v polni zasedbi. Začetek pa 8 minute, 4-1. Priložnost, da Ormožani povedajo za 4. Sodniški roki sta že v zrak, prekršek nad Bogadijem. Čeprav vidim, mislim, da še 2 podaji, zdaj samo Kosi, dvojni blok, Kocbek, mimo vrat Jure Kocbek in zdaj je napad za Tatran. Fižoleto, Rečičar, Fižoleto in pa potem Grzentič. Znova, ja, dobro, obrambi gibljajo Ormožani in odlično Balent. Balent pri drugi obrambi, poskus Fižoleta, pol proti napad Jeruzalema, priložnost, da Ormožani pride do lahkega zadetka, ali bodo šli do konca. Ne, umirili, mislim, da bodo umirili. Tako je in potem seveda sledi menjava. Iz igre zdaj Kosi in pa Šulek, v igro Čudič, Mesarič in pa Šoštarič. Kocbek tudi iz igre, torej kar 3 menjave je zdaj opravil trener Prapotnik. In zdaj nov napad, nova priložnost za vinarje, da pridejo do 5. zadetka in do prednosti celo 4 zadetkov. Čudič, Bogadi, Žoran Hebar, ja, zdaj pa višek na ono stran, tako pa gledamo. In dobro, odlično je tekmo odprl Tinče Hebar, je že pri svojem 4. zadetku. To je to, kar Ormožani potrebujejo, odličnega desnega zunanjega in mislim, da so ga pri starejšem od bratov Hebar tudi dobili. Gre za fanta letnik 1999, torej 21 let, šteje ta levoroki rokometaš, ki iz leta v leto napreduje. Ja, spomnim se ga kot igralca pri mlajših selekcijah, takrat je igral tudi precej časa na poziciji srednjega zunanjega. Odličen igralec tudi pri podajah na krilo in podajah na črto do krožnega napadalca. Le en zadetek v mreži Jeruzalema. Tam dobro zdaj presenetil je obrambo Jeruzalema. Krožni napadalec Roman Carapkin. Dobe izključen Kocbek. Kocbek mora na klop, to je že 3. izključitev. 5-2. Plus 3 za ekipo Jeruzalema. Ja, Carapkin je zdaj presenetil obrambo Jeruzalema in zatresel mrežo Balenta. Nekaj odmora za Hebarja, Šulek se vrača na črto. Ormožani napadajo brez vratarja v polju. Kosi zdaj na pozicijo desnega zunanjega. Prvenstvo v prvi A državni rokometni ligi se bo pričelo, seveda, če ne bo kakšnih zapletov s tem koronavirusom. Odlično Čudič, potem pa slab met Šuleka, ampak krasna asistenca iza hrbta Bojana Čudiča. Zdaj višek na levo krilo in zadeva. Zdaj David Mihalka, 5-3. Zgleda, da se ekipa Tatrana počasi prebuja. Dejal sem, ob 1. zjutraj so pričeli pot iz Prešova in prispeli danes kome tam ob 15. uri na Jeruzalem, kjer so v gostišču Brenholz opravili tudi kosilo.
Po tekmi jih čaka še večerja, in sicer pri Črnem ribiču v Frankovci, tako da tudi glede tega se je potrudil domačin oziroma gostitelj te tekme, rokometni klub Jeruzalem Ormož. Ja, Ormož lahko rečemo, da je v teh dneh pravo rokometno mesto. Tukaj na pripravah so tudi rokometašice Izole. Ja, in Slabo Čudič, napaka, Fižuleto, levo in desno ima prostega igralca. Ja, zadešalo je malo po korakih, no zadeva pa še enkrat David Mihalka, njegov drugi zadetek, 5-4, 2 zaporedna zadetka Davida Mihalke, serija Tatrana 3-0 in zdaj prednost Jeruzalema znaša le zadetek 5-4. Po tekmi tukaj v Ormožu se Tatran odpravlja na Otočec, na Dolenjsko. Tam bodo odigrali tekmo proti Kopru, Krki in pa Dobovi. Zdaj pa lepa akcija in pa odlična obramba. Zdaj je treba čestitati Igorju Čuprini, njegova prva obramba. Pri obrambah 2-1 v prid vratarja Jeruzalema Balenta. No, zdaj smo pa videli tudi prvo obrambo Čuprine na strani slovaškega prvaka Tatrana iz Prešova. 15krat so državni prvaki bili rokometaši Tatrana, prvič leta 2004, no potem pa so kar 13krat zapored od leta 2007 do leta 2019 osvojili naslov državnih prvakov. 20krat so bili tudi pokalni prvaki. Opa, ja, prestop tudi z tega mojega komentatorskega mesta sem videl, da je zdaj Mihalka napravil prestop. Žoran, Kosi, Čudič, še enkrat Kosi, dobra finta Kosija in potem seveda umirjajo fantje iz Ormoža. Na črto Mesarič. Zdaj je priložnost tudi na levem zunanjem za Kocbeka. Tilen Kosi zdaj na poziciji desnega zunanjega. Nekaj odmora za Hebarja, ki je odlično pričel tekmo, dosegel kar 4 zadetke v prvih 9 minutah. Odlična akcija Jeruzalema in pa druga zaporedna obramba Čuprine. 100% priložnosti so zamudili Ormožani in zdaj 7-metrovka. 7-metrovka, prekršek je Kocbeka in na začetku 14. minute bodo rokometaši Tatrana imeli priložnost, da izenačijo. Spomnimo se, v 9. minuti vodstvo Jeruzalema 5-1. Ja, zdaj pa kar dobrih 5 minut brez doseženega zadetka. 2 zapravljena zicerja in pa nova priložnost za Tatran in tudi tokrat natančen Tomaš Feh. Oba zadetka je Feh dosegel iz črte 7 metrov. Ja, pri 7-metrovkah Tatran 2 7-metrovki, obe uspešno realizirano. Pri Ormožanih še enkrat brez 7-metrovke, pri izločitvah pa 6 minut kazni za vinarje in še brez izločitve na strani Tatrana. Ja, Tatran bo letos igral v Evropskem pokalu. Sicer v preteklosti je igral v Ligi prvakov, v tistem spodnjem delu. Prav tako naj povem, da ekipa Tatrana nastopa v mednarodni Seha ligi. Zdaj pogledamo Kosi, Čudič in ne, napaka pri žogi znova Mihalka in odlično Balent. In zdaj priložnost 6-5, pogledamo, ali bodo Ormožani odigrali više. Kocbek, prehiter poskus Kocbeka, no na srečo brez pol kontre. Tam umirja vratar Igor Čuprina. Ja, dolgo časa traja zdaj post brez doseženega zadetka pri ekipi Jeruzalema. Spomnimo se še enkrat, v 9. minuti je Hebar bil tisti, ko je zatresel mrežo Čuprine. Zdaj pa smo že počasi v 16. minuti, torej dolg post za ormoške rokometaše. Rečičar Fižuleto, na črti visoki Rus Čarapkin, zdaj pa zadeva Grzentič. Prvič na tekmi vodijo rokometaši Tatrana, pišemo 16. minuta, 5-0, zdaj serija ekipe
Tatrana, nova napaka, nova zapravljena priložnost. Ja, Ormožanom zdaj v teh zadnjih 7-8 minutah ne gre pravzaprav nič od rok. Zdaj podaja v prazno Rečičarja. Balent hitro do žoge, 6-5, zdaj je priložnost, da mogoče Ormožani pride do lahkega zadetka. Poglejmo Višek, Kocbek, ne, pravočasno se je vrnil zdaj v obrambo Roman Carapkin oziroma Čarapkin in zdaj minuta odmora na zahtevo klopi Jeruzalema, vodstvo Tatrana v 16. minuti 6-5, spomnimo se, Ormožani so vodili 5-1, zdaj pa serija 5-0 slovaškega prvaka. Igor Čuprina, vratar Tatrana, zaenkrat pri 2 obrambah, na drugi strani Balent pri 3 obrambah, ampak Čuprina je zdaj dvakrat zaustavil Ormožane pri res lepih priložnostih. Škoda, ja, Ormožani so zapravili praktično 3 lepe priložnosti, da dosežejo zadetek. Spomnimo se Žuran, pa potem Kocbek in še Bogadi, pa nekaj nepotrebnih tehničnih napak in Tatran je naredil serijo 5-0 in povedal torej v 16. minuti, prvič na tekmi 6-5, prvič se med strelce je pisal Nino Grzentič. Znova pri ekipi Jeruzalema v igri Hebar, strelec 4 zadetkov. Ja, to je njegova močna finta, preigravanje z roko prek in 7-metrovka. Izvajalec 7-metrovke pa bo najbrž Bojan Čudič Hugo, kapetan Jeruzalema. Že 19 let nosi dres Jeruzalema. Ja, 19 let pa Ormožani nastopajo v prvi A državni rokometni ligi. Le Celje, Gorenje in Trebnje imajo daljšo tradicijo zaporednega nastopanja v elitni druščini. Poglejmo, ali bo to. Ja, to je Bojan Čudič Hugo, eden izmed najboljših, če ne celo najboljši izvajalec 7-metrovk v Sloveniji. Izid izenačen 6-6. Zdaj v igri pa igralec številko 7, to je Brazilec Guilherme Linhares. Ja, pred tekmo so mi v taboru Tatrana povedala, da so izjemno spremenili zasedbo, kot sem že dejal, 7 novih igralcev, med njimi tudi 3 Brazilci. Trener Goloža je Brazilce pohvalil, da so izjemno marljivi na treningu, da delajo precej bolje kot recimo rokometaši iz področja Balkana in pa recimo domačini Slovaki. Zdaj pa zadetek Grzentiča, njegov drugi zadetek in vodstvo Tatrana zdaj 7-6. Nino Grzentič je dosegel zadnje 2 zadetka za Tatran, dejal sem, fant, ki prihaja iz Primorske. V tujino se pa dal iz Kopra, zdaj pa krasna akcija. Krasna akcija, ja, tam še zapišemo izključitev enemu izmed igralcev Tatrana. Igralec številko 17, gleda, da je izključen, ja, to je Lucijan Fižoleto. Tinček Hebar pa že pri svojem 5. zadetku, 7-7. Ja, trener Tatrana Slavko Goloža se je odločil, da potegne iz igre vratarja Čuprino. Tako da zdaj napadajo Slovaki 6-6. Ja, Čarapkin je danes že enkrat presenetil ekipo Jeruzalema. Zdaj je Linhares, pa tudi drugi Brazilec je zdaj v igri, to je igralec številko 11, Pedro Pacheco. In Pedro Pacheco pri svojem prvem zadetku. 8-7, vodstvo Tatrana. Tatran zdaj v popolni zasedbi, škoda, delni izid 1-1, ampak tisto, kar je najpomembnejše, so Ormožani končno prekinili niz brez zadetkov. Zdaj je napaka Hebarja, ja, vroče je, spolsko je, zdaj Višek na levo krilo in zadeva David Mihalka, njegov 3. zadetek in prvič vodijo Slovaki za 2 zadetka. Zdaj lahko rečemo delni izid 8-2 v prid Tatrana. Ja, dejal sem, ekipa Tatrana je na pot krenila ob 1 zjutraj, prispela na Jeruzalem šele ob 15. uri.
torej kar 14 ur je trajala pot do Ormoža in zagotovo je pustila kar nekaj utrujenosti. Prestop Šuleka, ki je tudi imel danes že eno krasno priložnost, a ni zatresel mreže Čuprine. Tam zdaj na levem krilu še en Brazilec, to je igralec številko, oziroma Kubanec, številko 23 na levem krilu, Pavel Caballero Hernandez. Torej tudi Kubanca imajo v vrstah Tatrana. Ja, Tatran na priprave v Slovenijo ni prišel v popolni zasedbi, še vedno manjka nekaj igralcev. Zdaj pogledamo prvič v akciji Kubanec Caballero Hernandez. Kdo bo prišel do žoge? Žoga za Jeruzalem. Borbeno zdaj tam Šulek je preboril to žogo. Ja, Šulek ima še nekaj težav, predvsem v napadu. Tudi v obrambi še ni v tisti pravi formi, kot smo ga vajeni iz minule sezone. Gre za fanta, letnik 2000, domač fant z domačega ormoškega rokometnega inkubatorja. Zdaj pogledamo Kocbek. Previsoka podaja do Šuleka. Napad Tatrana. Višek na levo krilo, lop in zadeva. Zadeva Pavel Caballero Hernandez. Tatran prvič vodi za 3, 10-7. Zdaj v napadu na črto Žak Ciglar. Tudi fant iz domačega rokometnega inkubatorja, visok skoraj 2 metra, letnik 1999, torej šteje šele 21 let. Zdaj križanje tam za Šoštaričem, Kocbek, Hebar, Kosi. Tam dobro v obrambi pri Tatranu Lin Hares. Kocbek. In zadetek Kocbeka. Z težke pozicije je zdaj zadev Jure Kocbek. 8. zadetek za Jeruzalem, prvi pa za Kocbeka. Ja, Jure Kocbek, dejal sem, še ni v tisti pravi formi. To je igralec, ki, če štejemo igro v napadu in obrambi, je eden izmed najboljših v državi. Škoda pa res, Ormožani so ostali brez Dominika Ozmeca, ki je končal svojo rokometno pot. Zdaj v igri še eden Brazilec, to je, oziroma ne, to pa je Portugalec, in sicer Nuno Santos, desno krilo, igralec številko 24. Torej zdaj Tatran igra na krilih, desno Portugalca in levo Kubanca. Grzentič zdaj v vlogi srednjega zunanjega, pa znova Čarapkin. Tam dobro zdaj in obramba Balenta, žoga pri kom. Na koncu žoga ponovno pri Tatranu, Grzentič, enestica je Pačeko in zadetek Pačeka, Pedro Pačeko. Drugi zadetek Brazilca. Ja, vidimo, ti Brazilci so izjemno hitri, fizično tudi izjemno močni in mislim, da bo Tatran letos imel bistveno boljšo ekipo, kot je imel v sezoni 2019-2020. Dejal sem, Tatran igra v Ligi prvakov, igral je lani, letos ne bo igral v Ligi prvakov. Igrajo tudi v mednarodni Seha ligi. Kosi, Žuran, lep višek do Bogadija, to pa zdaj treba zabiti in zabil je Bogadi. Lepa akcija in zaključek Bogadija, višek na levo krilo. Zdaj brez težav za Balenta, poskus Pačeka, pa kontra za Tinčeka Hebarja. Dajmo Tinček in ne, škoda. Preveč je teh zicerjev. Balent pri 5. obrambi. In bravo Balent. 6. obramba in nova priložnost za Hebarja. Dajmo Tinček, da, tokrat zabija. In Hebar je že pri svojem 6. zadetku. Jezi se zdaj trener Tatrana, Slavko Goloža, nekoliko so zbezljali njegovi igralci in omogočili ekipi Jeruzalema, da zniža zaostanek iz -3 na -1, 11-10 vodstvo torej slovaškega prvaka.
Spremljamo torej pripravljalno tekmo med Jeruzalemom iz Ormoža in pa slovaškim prvakom Tatranom iz Prešova. Zdaj tudi nova menjava, zdaj pa je v igri Tunizijec, igralec številko 5, Jihed Džabala. Sem res izjemno pisana druščina, bo letos zastopala barve Tatrana iz Prešova. Fižoleto zdaj je na poziciji levega zunanjega, organizator igre, Brazilec Pacheco na desnem zunanjem. Imamo Brazilca Linharesa, napaka, Bogadi. Poglejmo, ja, Bogadi je ujel to žogo in zadev. Jeruzalem je izid izenačil. 3-0, zdaj serija Ormožanov in izid izenačen na 11. Drugi zadetek Bogadija, napaka, še ena priložnost za Ormožane. Joj, ja, je žoga pri Žoranu. Žoran proti Hebarju, ki ima priložnost, da doseže 7. zadetek. 7. zadetek Hebarja, fenomenalno, 25. minuta, pa je Hebar že pri 7 zadetkih, 12-11 vodstvo Jeruzalema. Neverjetno, kako se danes stvari spreminjajo. Ormožani so odlično pričeli, povedli 5-1, potem so gostje v dveh primerih že vodili tudi za 3 zadetke, no zdaj pa serija 4-0, opravičujem, in vodstvo Jeruzalema 12-11. Fižoleto proti Ciglarju. Ja, obe ekipi vidim, da imata težave z žogo, zgleda, da je vroče v dvorani in da žoga drsi. Poglejmo Fižoleto, tam je dobro, tam Ciglar in Žoran sta zaustavila preko 2 metrov visokega krožnega napadalca Džabalo, ki prihaja iz Tunizije. Poglejmo ga in 7-metrovka, ja, visok, močan je, kdo mora na klop za kaznovane, Žuran. 4. izključitev na strani Jeruzalema, ja, zdaj je mogoče res stroga odločitev sodniškega para. Izvajalec 7-metrovke pa Nuno Santos, Portugalec. Poglejmo Balenta, ne, Santos zadeva. Nuno Santos, prvi zadetek, izid poravnan, 12-12, 4 minute in pol do konca prvega polčasa. Ja, zaenkrat moram reči, da spremljamo solidno rokometno predstavo, kjer se Ormožani več kot dostojno upirajo slovaškemu prvaku. Ja, pri tekmu so mi iz tabora Tatrana dejali, da je njihova slovaška liga res izjemno slaba, da praktično vse svoje nasprotnike premagujejo z visoko razliko. In zdaj zgrešen zicer Ciglarja, pa potem napaka in zadetek. Nisem videl natančno, ali je zadev vratar Čuprina, ali je zadev Pavel Caballero Hernandez. Bomo kar zapisali zadetek Kubancu Caballeru Hernandezu. Škoda, Ormožani so imeli znova zicer, katerega so zapravili, in potem takoj sledi kazen. Zdaj Kosi v vlogi organizatorja igre, Bogadi, Kocbek, Hebar. Poglejmo tokrat zicer in zadeva. Tokrat je Ciglar izkoristil odlično asistenco Hebarja, odlično se je zagradil zdaj Žak Ciglar, ujel žogo in tisto, kar je najpomembneje, tudi zadev mrežo vratarja Čuprine. Tokrat pa zadeva Nuno Santos. Drugi zadetek Portugalca na desnem krilu Tatrana in znova vodstvo Slovakov za gol 14-13. 28. minuta. Ormožani bodo kaj kmalu v popolni zasedbi, tako je. Balent se vrača v igro. Balent je opravil solidno nalogo v tem prvem polčasu, je pri 6 obrambah. Na drugi strani je vratar Tatrana Igor Čuprina zbral 2 obrambi. Ampak Ormožani so zapravili 4-5 zicerjev. Krasna asistenca in zadeva. Se mislil, da bo Balent obranil, ampak na koncu Nuno Santos do 3. gola in znova vodijo Slovaki za 2.
15-13. Ja, upam, da zdaj Ormožani v zaključku tega prvega polčasa ne bodo popustili in dopustili nasprotniku, da uide tam na prednost 3-4 zadetkov. Najvišja prednost gostov iz Slovaške je danes v dveh primerih že znašala 3 zadetke, in sicer v 21 minuti 10-7 in kasneje 11-8. Spomnimo pa se, da so Ormožani v 25 minuti vodili 12-11. Kosi, še enkrat Ciglar, tam prekršek Slovakov, tam pogovor Golože z Kubancem Caballero Hernandezom. To je igralec številko 23. Ja, zdaj pogledamo preigravanje, verjetno Tilena Kosija 1-1, ne, slaba podaja. Slabo zdaj Tinček Hebar, Fižoleto in Feriola Santoša. Santoš se je sedaj razigral in dosegel svoj 4. zadetek. Škoda, Ormožani so preveč popustili, da je v zaključku tega prvega polčasa in dovolili, da Tatran povede za 3, 16-13. Bogadi Kosi. Zdaj ima veliko prostora Kocbek, ni sprožil proti golu. Kosi, hitra žoga in to je to. To je igra Jeruzalema, ampak znova Zicer. In zadeva Santoš. 5. gol Santoša in celo +4. Zdaj za ekipo Tatrana najvišja prednost na tekmi, škoda. Preveč napak, preveč Zicerjev, zdaj še dober blok. Poglejmo, ali še bo dovolj časa za strel. Ja, sprožil je Tinček Hebar, no ostalo pa je pri rezultatu Jeruzalem 13, Tatran 17, torej na koncu najvišja prednost ekipe Tatrana +4. Mi pa se vidimo in slišimo že čez nekaj trenutkov. Srečno! Dober dan še enkrat iz športne dvorane na Hradeku, kjer spremljamo pripravljalno tekmo med Jeruzalemom iz Ormoža in Tatranom iz Prešova. Naj povem, da je prvi polčas dobila ekipa iz Slovaške 17-13, škoda za slab zaključek prvega polčasa. Namreč Ormožani so še v 25 minuti vodili z 12-11, no potem pa 6-1 delni izid Tatrana. Ja, v prvem polčasu odlična igra Ormožanov na začetku. Zdaj pogledamo Mesarič, to bo 7-metrovka. Ja, tam z prostora 6 metrov se je branil visoki Rus Roman Čarapkin in sodnika Dejan Ivančič in Igor Ivančič sta pokazala na 7-metrovko. To bo druga 7-metrovka za ekipo Jeruzalema. No, naj povem, Ormožani so odlično pričeli, povedli 5-1, potem v dveh primerih vodstvo Tatrana z 3 goli, 10-7 in pa 11-8. No, na koncu pa je izid bil torej 13-13 še, pa delni izid 4-0 Tatrana in vodstvo v prvem polčasu 17-13. 14-17. Bojan Čudič Hugo je odlično znova izvedel 7-metrovko, zaenkrat oba zadetka Čudiča iz črte 7 metrov, sicer pa zagotovo junak prvega polčasa pri domačih Tinček Hebar 7 zadetki, Tomislav Balen soliden v golu, 6 obramb v drugem polčasu je zdaj na golu Aleš Zemljič, letnik 2002, torej šele 18-letni fant. Ja, tam mislim, da bi zdaj sodnika morala videti, da je šlo za prekršek v napadu. Tam je Tunizijec prijel praktično Jureta Kocbeka oziroma Roka Žurana in na koncu so rokometaši Tatrana prišli do zaključka. Nino Grzentič pa do svojega 3. zadetka. Ja, dva Slovenca nastopata v vrstah Tatrana in zdaj izjemen zadetek Roka Žurana, lepa akcija in pa prvi gol Žurana. Žuran ima nekaj težav s poškodbo, zdaj poskusi, bravo Aleš, odlična obramba, pa potem priložnost za Krabonjo, krasna akcija in zadeva Krabonja. Bravo fantje, to je prava igra Jeruzalema Ormoža, ampak pišemo prvo obrambo Zemljiču in prvi zadetek Nejcu Krabonji, ki je dobil priložnost zdaj na desnem krilu. Pačeko vodi napad Tatrana, dejal sem, izjemno pisana druščina, bo leto zastopala barve Tatrana.
Tunizijca smo spoznali, potem Brazilce smo spoznali, Slovence smo spoznali, Kubanca smo spoznali in znova druga obramba Zemljiča. In seveda nekaj tudi Slovakov, seveda potem je tukaj še Portugalec, Čeh, Rus, skratka res Tatran je letos sestavil pisano druščino, krasna akcija in Kocbek. Poglejmo Višek na desno stran, ne, joj, bo prekršek, ja, je prekršek. Pišemo zadetek Kocbeku, njegov drugi. Ormožani so zdaj se približali le na gol zaostanka. Jeruzalem 17, Tatran 18. Grzentič, Pačeko in pa Linhares, zunanja linija Tatrana, na črti visoki Tunizijec Džabala. Ja, tam je težko držati Džabalo. Zdaj Grzentič. Linhares, ja, korak in pa znova obramba Zemljiča, ki je odlično odprl ta drugi polčas. Ja, zaradi prekrška v napadu ne moremo zdaj šteti te obrambe vratarju Alešu Zemljiča, ampak sicer bi bila to že tretja obramba Aleša Zemljiča, zdaj pa ostaja pri dveh obrambah. Zdaj se Golža razburja, češ, da to niso bili koraki. Bolj se mi je zdelo, da je šlo za prekršek v napadu Brazilca Linharesa. Ja, dejal sem trener Tatrana, 49-letni Slavko Golža, ki je od leta 2010 do leta 2015 vodil tudi hrvaško reprezentanco in to sila uspešno, tudi z nekaj medaljami. Matej Nidorfer zdaj dobiva priložnost na levem krilu. Mesarič je ostal sam in odlično zdaj vratar Tatrana Marcos Kolodeti, Brazilec, ki je prispel Prešov šele pred 3 dnevi. Znova obramba tam Zemljiča, predtem pa je prestopil visoki Rus Čarapkin. Čudič, priložnost za izenačenje in odlična obramba. Odlična obramba, številka 2, žoga je pri Žoranu in Žoran zadeva. Druga obramba vratarja je Tatrana, Rok Žoran pa pri svojem drugem zadetku. Izid je poravnan, 18-18, 36. minuta. Znova dober začetek Jeruzalema, 5-1 delni izid v prid Jeruzalema, podobno kot v prvem polčasu. Grzentič, Linhares, križanje zdaj z Džabalo. Poglejmo Džabala, podaja proti Pačeku. In zadeva Pačeko. Tretji zadetek Pedra Pačeka. Ormožani pa napadajo za novo izenačenje. 19-18, prednost za gol Tatrana, ki se torej po tekmi v Ormožu odpravlja na Dolenjsko, natančneje na Otočec. Ekipa Tatrana bo odigrala v nadaljevanju teh priprav v Sloveniji 4 pripravljalne tekme, 2 proti Kopru, 1 proti Krki in 1 proti Dobovi. Dobova pa bo prvi nasprotnik Jeruzalema, sicer v prvem krogu prve A državne rokometne lige. 5. septembra se bo pričelo prvenstvo in zadeva zdaj Pavel Caballero Hernandez, Kubanec, njegov tretji zadetek in znova Tatran vodi za gol 20-19. Čudič, Hebar, Žoran, zunanja linija, na črti Mesarič, na krilih Krabonja in pa Nidorfer. Tam napaka Žorana. Pačeko, Grzentič, ja, treba se vrniti, ja. Pačeko, Linhares. Dobro v obrambi, zdaj Kocbek, ja, neugodni so ti Brazilci in pa Kubanci, kot sem dejal, fizično res izjemne predispozicije. Mogoče še malo imajo težav, predvsem pri
taktičnih zamislih trenerjev z našega področja oziroma z Balkana. Nekaj tudi nediscipline prav teh Brazilcev. Zdaj pogledamo Grzentič, Pačeko, dolg napad Tatrana, sodniške roke bosta kaj kmalu v zrak. In odlično, Zemljič, obramba številka 3. Žoga za Jeruzalem, tam je spodrsnilo Tunizicu, ki se težko vrača v obrambo. Ampak Čudič je zdaj z dolgo podajo poskušal najti Mesariča, tam se ni vrnil Džabala pravočasno v obrambo. Zdaj pa bo potrebno obrisati parket, odlično pa je v golu tekmo pričel Aleš Zemljič. Tukaj je ta mladi vratar, tudi član kadetske reprezentance Slovenije. Danes pri 3 obrambah, v prvem polčasu 6 obramb Balenta. Tako da izkupiček vratarjev na tem srečanju danes moram reči zelo dober. 9 obramb zaenkrat. No, na drugi strani pa pogledamo Kolodeti, 2 obrambi v drugem polčasu, v prvem polčasu 3 obrambe Čupline, torej 5 obramb na strani vratarjev Tatrana. Krabonja, Žuran, lep višek, ne, ni uspelo. Koraki, ne, prestop kaže sodnik Igor Ivančič. Ni seveda zdaj natančno, kaj se je zgodilo, kdo je prestopil. Tam Linhares in zgrešil je Linhares. In Jeruzalem napada za 20. zadetek in za izenačenje. Napad na postavljeno obrambo. Ampak tisto, kar je najpomembneje, da so se Ormožani vrnili v igro. Namreč zaostanek po prvem polčasu je znašal 4 zadetke v prid, oziroma prednost 4 zadetkov v prid Tatrana. Gre torej za ekipo, klub, ki je bil ustanovljen leta 1952. Zdaj mislim, da je Kolodeti bil na tej žogi, torej pišemo tretjo obrambo Kolodetiju. Grzentič. Grzentič, no tokrat sreča za Ormožane, pa smola potem za Čudiča in zadeva Santoš, Nuno Santoš. 6 zadetkov Portugalca, ki je najboljši strelec Slovakov, na drugi strani še zmeraj najboljši strelec Jeruzalema in pa tekme Tinček Hebar. Kar 7 zadetkov je dosegel ta levoroki rokometaš iz Ormoža, letnik 1999, torej šele 21 let šteje ta igralec. Dejal sem iz leta v leto vse boljši tudi v prvi A državni rokometni ligi. Žuran Hebar, zdaj Čudič. Višek na desno stran, ni uspelo, dobro so se zdaj gibali v obrambi rokometaši Tatrana. Žuran bo prišel do meta, in pa do 9 metrovke. Četrta pripravljalna tekma za ekipo Jeruzalema. V petek Ormožani odhajajo na Koroško k Slovenj Gradcu. Sicer 2 tekmi so dobili proti Veliki Nedelji, 31-19 in 24-19. Izgubili pa proti Gorenju in sicer kar za 12 zadetkov. Gorenje je predvsem v prvem polčasu popolnoma nadigralo četo trenerja Saše Prapotnika. 19-8 je bil izid prvega polčasa, no potem so Ormožani odigrali dokaj izenačen drugi polčas in tekma se na koncu končala 31-19. Čudič tam v dogovoru z krožnim napadalcem Danielom Mesaričem. Mesarič pri enem zadetku, sodniške roke sta v zrak, treba bo zaključiti. Slaba podaja Žurana, no potem je Nidorfer prišel do te žoge. Kdo bo izključen? Linhares, zdaj se razburja Brazilec Guilherme Linhares. To je, poglejmo, druga izključitev na strani Tatrana. 4 izključitve so zbrali rokometaši Jeruzalema in to kaj hitro na začetku tekme. Poglejmo zdaj Čudič, lepa akcija, bravo fantje, in potem zadetek Žurana, številka 4. Vse 4 zadetke je Žuran dosegel v drugem polčasu. V prvem polčasu je bil precej zadržan v napadu, dejal sem, ima težave s poškodbo, ampak danes praktično igra skozi celo tekmo, kar veseli. Ekipa Jeruzalema z Rokom Žuranom in brez Roka Žurana zgleda popolnoma drugače. Dejal sem danes že v prvem polčasu, škoda, da je z igranjem rokometa končal šele 22-letni Dominik Ozmec, ki bi bil še dodana vrednost predvsem v obrambi Jeruzalema.
Poglejmo Pačeko, Fižoleto, še enkrat Pačeko, napaka, ja. In zdaj je napad Ormožanov za izenačenje. Ne, treba je umiriti, tako je, Ormožani imajo igralce več v polju. Ja, bilo bi zdaj zelo pomembno, da Ormožani zatresejo mrežo Markusa Kolodetija, izid izenačijo in dobijo igralca več z delnim izidom 2-0. Zdaj so si tam v lase skočila Mesarič in pa mislim, da Pačeko. Poglejmo Čudič, še enkrat lepa akcija in še enkrat zadeva Žuran. 5. gol Žurana, v prvem polčasu je blestel Hebar na desnem zunanjem, zdaj na levem zunanjem Rok Žuran, ki je že pri 5. zadetku. Vseh 5 zadetkov je dosegel v drugem polčasu. Ormožani pa so znova izid izenačili 21-21, delni izid 8-4. Pačeko, Fižoleto in pa Grzentič, zunanja linija Tatrana, na črti Tunizijec, Džabala. Ja, mislim, da zdaj v drugem polčasu dobro deluje obramba Jeruzalema. Skoraj da je izgubljena žoga, ja, sodnika sta se že spogledala, torej bosta roki kaj kmalu v zrak. Fižoleto. Ja, Fižoleto zmeraj tukaj na meji korakov in dober blok, žoga pa pri Kocbeku. Dober blok, mislim, da Žurana. Škoda, škoda. Tukaj bo potrebno še delati. Prehod iz obrambe v napad. Jeruzalem pa ima priložnost, da v drugem polčasu prvič povede. Prvič povede in pogledamo, ali jim bo uspelo. Čudič, Hebar, Žuran, zunanja linija. Ja, tudi je vprašanje, ali bodo Ormožani zdržali v takšnem tempu do konca te tekme. Čudič, Mesarič, krasna akcija in zadeva Mesarič. Daniel Mesarič pri svojem drugem golu, res lepa odigrana akcija in Jeruzalem vodi. Dobro zdaj v obrambi Ormožani. Zdi se mi, da so se tudi malo Slovaki utrudili. Tudi v prvem polčasu so slabo pričeli tekmo, potem pa iz minute v minuto bili boljši. Zdaj zadeva Fižoleto. Prvi zadetek Lucijana Fižoleta. 22-22. 15 minut nas loči do konca tekme. Upam, da bomo spremljali zanimiv zaključek te tekme. Seveda s srečnim koncem. Ja, to bi bil izjemen skalp, če bi Ormožanom uspelo premagati Tatran. Lahko rečemo kar presenečenje. Namreč Slovak je dejal sem 15-krat državni prvak Slovaške, 20-krat pokalni prvaki, udeleženci v preteklosti lige prvakov, udeleženci Seha lige, kjer igrajo močne tekme. Vodi jih bivši hrvaški trener Slavko Golža, ki se lahko tudi pohvali z olimpijskimi kolajnami. Zdaj pa zadeva Krabonja. Drugi gol Krabonje. Jeruzalem znova vodi za gol. 23-22. Pačeko, Fižoleto. Tam ni dobro zaprl. Zdaj je Ciglar, treba si je pomagati. Kocbek je pomagal Hebarju. Žal pa Ciglar ni pomagal Kocbeku in zadetek gostov iz Slovaške, Pačeko pri zadetku številka 4. Pedro Pačeko, Brazilec. Eden izmed 3 Brazilcev v vrstah Tatrana. Ja, zanimivo, da je recimo vratar Markus Kolodeti šele pred 3 dnevi prispel na Slovaško. Inče Hebar v drugem polčasu zadržan, zdaj v igri Kosi, nekaj odmora za Čudiča.
Načrti zdaj tudi Ciglar, nekaj odmora za Mesariča, pa tudi za Žurana. Ja, najbrž trener Prapotnik čuva te glavne sile za zaključek tekme. Poskus Kosija. Zdaj bo najbrž neaktiven napad. Tok napad Jeruzalema, sodniške roke, sta že v zrak. Kocbek, čakamo na njegov zadetek z razdalje. Kosi, tam skoraj da z pozicije levega krila in zadeva Kosi. Tudi Tilen Kosi še lovi tisto pravo formo. Lep višek, čestitamo zdaj gostom, zadev pa je 18-tica Jozef Hozman, njegov prvi zadetek. 24-24. Ja, trener Prapotnik opozarja, da se je treba še hitreje vrniti v obrambo in ne otečiti na 6 metrov, ampak poskušati storiti prekršek tam na 9-10 metrih. Kocbek, tam lepa akcija in zadeva prvič v drugem polčasu, skupaj pa že 8-mič Hebar. Zdaj rabimo kakšno obrambo Zemljiča, ki je odlično pričel ta drugi polčas, potem pa se zaustavil Pačeko. Dobro obrambi Kocbek, ki bo izključen. Ali ne? Ja, izključen. To je že 5. kazen za ekipo Jeruzalema. 10 minut kazni. Ja, druga izključitev pa Kocbeka na tekmi. Torej, Jure Kocbek, danes strelec 2 zadetkov. 2-krat je bil tudi izključen. Tudi na dresu 2 dvojki, dres številka 22, torej vse v znamenju številke 2 danes. Teo Šulek zdaj prihaja pomagati v obrambo. Šulek in pa Ciglar. Sta zdaj tisti, ne, centralni blok sta Žuran in pa Ciglar. Na halfih Kosi in pa Šulek. Res je, da Ormožani igrajo zdaj z igralcem manj, izključen je bil Kocbek. Fižoleto, pa napaka, skoraj da gosto, pa potem skoraj pri žogi najprej Kosi in potem še Žuran. Zdaj pa zadeva Linhares. Prvi zadetek Brazilca Linharesa, ki je izid izenačil na 25. Ja, še dobra minuta in pol do vrnitve izključenega Kocbeka. Zdaj iz igre vratar Zemljič. Ormožani napadajo brez vratarja v polju. Izid izenačen, smo pa v zadnjih 11 minutah tekme. Pripravljalna tekma med Jeruzalemom in Tatranom. Ja, zdaj izkušnje Roka Žurana, da porabijo Ormožani čim več časa v napadu. Če pa jim uspeši doseči zadetek z igralcem manj, pa toliko bolje. Nidorfer, Hebar, Kosi. Ciglar je tam lepo vtekel in tudi zadev. Drugi zadetek Ciglarja. In Jeruzalem še naprej vodi za gol. 26-25. Krasna akcija in zaključek Fižoleta. Čestitke zdaj Tatranu. Atraktiven zadetek in izenačenje na 26. Krabonja, Kosi, Žuran. Še en prekršek nad Žuranom in zdaj bodo Ormožani v popolni zasedbi. Tako je. Ciglar izvaja zadnjih 10 minut. Sile so poravnane, tako na igrišču kot na semaforju 26-26. Zdaj pa gremo v tisti zaključni boj po prestižno zmago nad bivšim udeležencem Lige prvakov. Kosi, Nidorfer z težke pozicije in obramba številka 4. Kolodeti, Brazilec v golu Tatrana. In odlično Aleš Zemljič, ampak vseeno 7-metrovka. To pa bo tretja 7-metrovka za ekipo Prešova. Zaenkrat so vsi strelci iz črte 7 metrov bili uspešni. Santoš je tisti, ki bo izvajal 7-metrovko, torej Nuno Santoš, strelec 6 golov, blestel je v zaključku prvega polčasa.
In tudi tokrat. 7. gol Santuša, prvi strelec Tatrana, prvi strelec tekme in pa Jeruzalema, pa Tinček Hebar. 8 zadetkov. Vodstvo Tatrana 27-26. Na zadnje so rokometaši Tatrana vodili tam okrog 40 minute, 21-20, predtem celo za 2 zadetka, 21-19. Spomnimo pa se, da so prvi polčas Slovaki dobili z rezultatom 17-13. Kosi, prekršek Grzentiča. Ja, Grzentič je izjemno pomemben mož v fazi obrambe. Tudi napadalno, strelec z razdalje, danes strelec 3 zadetkov. Čudič, Hebar, Žuran. Ja, zdaj nekaj minut odmora za Žurana, ki se je ponovno vrnil v igro. Ja, tam pogovor Čudiča in pa Fižoleta, oba Celjana, oba sta svojo rokometno pot pričela v celjski rokometni šoli. Čudič, Žuran, lepo so Ormožani odigrali, ampak na koncu brez zaključka. Zdaj pa odlična obramba. 5. obramba Kolodetija po dobrem metu Žurana. Tu Žuranu nimamo kaj zameriti. Pačeko, Linhares. Ja, pogledamo, prekršek v napadu, kaže sodnik Igor Ivančič. Nova priložnost, da Ormožani izid izenačijo. 27-27, upamo, da se bo to zgodilo, ampak predtem je seveda potrebno doseči zadetek. Še enkrat, vabljenja tekmo prvega kroga, sobota, 5. september, Dobova bo prvi nasprotnik Jeruzalema. Čudič. Dobro v obrambi, zdaj Kubanec, Caballero, Hernandez. Pogledamo Čudič, 6. obramba Kolodetija. Pačeko, višek na levo stran proti Kubancu, Caballero, Hernandezu, njegov 4. zadetek in Tatran je ušel na 2 zadetka prednosti. 28-26, 7 minut do konca tekme. Za nami je minuta odmora na zahtevo klopi Jeruzalema, namreč Tatran je ušel vinarjem na 2 zadetka prednosti. 28-26, 7 minut, še imajo Ormožani možnost in pa priložnost, da ujamejo ali celo prehitijo nasprotnika iz Slovaške, 15-kratni državni prvaki iz Slovaške, 20-kratni pokalni prvaki, ki so letos izjemno spremenili svojo zasedbo, kar 7 novih igralcev so pripeljali. Letos ne bodo igrali v Ligi prvakov, ampak bodo igrali v Evropski ligi. Škoda, tam Žuran ni uspel spraviti žoge do Čudiča, ki zdaj igra za njega na nenavadnem mestu, sicer na poziciji levega krila. Idemo Žuran, Hebar, Kosi. Dobro, tam v obrambi Linhares. Idemo Žuran in vratnica. Tam Grzentič do Linharesa, še enkrat pa Pačeko, Fižoleto, 1-1. Ja, bravo, bravo. Dobro v obrambi Tinček Hebar, ampak potem brez pomoči. In znova zadeva na levem krilu Kubanec, Pavel, Caballero, Hernandez, 5. gol in Tatran vodi za 3. Le na začetku tega drugega polčasa so gostje vodili več kot 3 zadetke, namreč 17-13 polčas. No, zdaj pa bodo Ormožani imeli težko delo, da ujamejo v zadnjih 5 minutah ekipo Tatrana. Gre za izkušeno ekipo.
Čudič, Žuran, Mesarič, Tinček Hebar, Krabonje ima veliko prostora in lep zadetek Krabonje. Bravo, Nejc, tretji gol Nejca Krabonje. 3 mete, 3 zadetke, bravo Nejc Krabonja, to je to. Ja, v prvem polčasu na desnem krilu nismo dosegli niti enega zadetka, a že Šoštarič je ostal brez doseženega gola. Hernandez, Linhares, Pačeko, Fižoleto in dober blok, žoga pri Zemljiču. Ja, zdaj bi bilo fajn, da bi Ormožani dosegli kakšen lahek zadetek. Kosi, Tinček Hebar, ja, Tinek, bravo! Tako se gre na gol in Jeruzalem zaostaja le za gol. 9. gol Hebarja, ne spomnim se, kdaj je v članski konkurenci dosegel tako veliko število zadetkov. Tam pogledamo dvoboj dveh visokih možakarjev, Ciglarja in pa Tunizica Džabale. Sodnika Dejan in Igor Ivančič pa sta prekinila igro in zdaj pokazala na 9 metrovko. Pačeko in pa Linhares. Pa zdaj znova tekanje levega krila Caballera Hernandeza. Pa zdaj je krožni napadalec Džabala. Pačeko, Fižoleto, Linhares in zadeva Linhares. Škoda, škoda. Drugi gol Linharesa. Kosi. Zdaj je znova priložnost. Joj, no, vseeno žoga pri Mesariču in škoda. Škoda. Z težke pozicije zdaj met in zadetek. To pa mislim, da je zdaj konec tekme. Jozef Hozman. 28-31, škoda. Ormožani so imeli priložnost, da celo ujamejo Slovake, ekipo Tatrana. No, zaenkrat Ormožani dobivajo prvi polčas z delnim izidom 15-14. Ja, zdaj je trener Goluža svojim igralcem svetoval, da naj pazijo, da ne bo kakšne nepotrebne izključitve. Zadnje 3 minute. Ja, v rokometu je vse mogoče, kot vidite, se vse hitro dogaja in še traja upanje, da bi Ormožani mogoče celo ulovili neodločen izid proti res renomiranemu nasprotniku. Brez izključitve. Jozef Hozman, igralec na desnem krilu, odličen v drugem polčasu, 2 zadetka je dosegel. Čudič Kosi, to bo zdaj preigravanje 1-1 in potem najbrž križanje, ampak odlično, odlično. V obrambi Kubanec, Caballero Hernandez. In številka 7, ko govorimo o obrambah. Kolodetija, Brazilca, ki je šele pred 3 dnevi prišel v Tatran in nov zadetek Fižoleta. Fižoleto pri svojem 3. golu vse je dosegel v drugem polčasu. 28-32, kakšen bo končni rezultat, zdaj je že jasno, da bodo Slovaki se veselili prve zmage na pripravah v Sloveniji. Avstro čakajo jih še 4 tekme, krasna akcija, bravo, bravo, Čudič in Mesarič, Mesarič pri 3 golih, 29-32, kljub porazu, mislim, da Ormožani še zdaleč, da bi razočarali, odigrali so res zelo dobro tekmo, tudi del drugega polčasa vodili za gol, imeli priložnost, da celo ujamejo ekipo Tatrana, ampak kanček sreče jim je zmanjka, da bi naredili popoln preobrat. Linhares, Hernandez, pa znova krožni napadalec Džabala, Pačeko, Fižoleto, poglejmo Linhares in brani Zemljič. 5. obramba Zemljiča, Mesarič, Kosi, Tinček Hebar, zadnja minuta, Kosi do 9 metrovke.
Torej, prvi polčas so dobili Slovaki 17-13, drugi polčas zaenkrat dobivajo Ormožani, delni izid 16-15. Tudi to šteje, da so Ormožani dobili ta drugi polčas. Škoda pa za tisti slab zaključek prvega polčasa. Ormožani so namreč v 25 minuti vodili 12-11, pa potem je gostom uspel delni izid 6-1 in na koncu so dobili Slovaki prvi polčas 17-13. Žuran, Čudič, Krabonja zdaj na desnem zunanjem. Poglejmo Čudič, Krabonja do gola. Bravo, dobra tekma je danes za Krabonjo. 30-32, četrti gol Nejca Krabonje. Tako, zmaga torej ekipe Tatrana iz Prešova, pričakovana. Ormožani so nudili dober odpor. Tomislav Balenc 6 obramb, Aleš Zemljič 5 obramb, najboljši strelec Jeruzalema z 9 goli, Tinček Hebar. Na drugi strani vratar Kolodeti 7 obramb, v prvem polčasu vratar Čuprina 3 obrambe, najboljši strelec pa je 7 goli bil Portugalec v vrstah Tatrana, to je Nuno Santos. Drage dalke in drage dalci, upam, da ste uživali in vabljeni v soboto 5. septembra na Hardek na tekmo prvega kroga med ekipama Jeruzalema in pa Dobove. Srečno, do prihodnjič. Kljub porazu mislim, da moramo biti zadovoljni z današnjo predstavo. Kaj meniš? Mislim, da se je danes že poznalo, da smo imeli že 3 pripravljalne tekme. Na vseh prvih 3 tekmah smo izgledali bolj slabo, danes pa mislim, da je že bila obramba prava. Zicarji so nas malo zafrkavali, drugače pa mislim, da je že bil drugačen prestop, pa samo moramo tako dalje. Igrali ste praktično proti udeležencu Lige prvakov, tako da ste tudi sami videli, kje ste. Močna ekipa, Brazilci, Kubanci, Rusi, Čehi, Slovaki, Slovenci. Svaka čast dečko, mislim, da smo se enakovredno kosali, tudi po moči. Mogoče nas je na koncu malo zmanjkalo, zaradi tega, ker so oni malo fizično močnejši, drugače pa mislim, da smo tudi mi dobro pripravljeni, pa se lahko veselimo sezone. Odlično si odigral tekmo, 9 doseženih zadetkov, samo tako naprej. Kako si zadovoljen s svojo igro? Ja, mislim, da treba samo tako dalje trdo trenirati, pa bomo videli, kaj bo. Kje mogoče vidiš, kaj še treba nujno popraviti v igri Jeruzalema? Mogoče ti zicarji moramo malo popraviti zaključke, mogoče tudi malo obramba, na čase smo se malo preveč odprli, drugače pa mislim, da sploh ni izgledalo tako slabo. Torej do prvega kroga, soboto 5. septembra, upamo na tisti najboljši Ormož. Ja, bomo pripravljeni. Pa ob tem še povabilo ljubiteljem rokometa na tekmo. Ja, vse lepo vabimo na tekmo prvo, tako da... Hvala lepa. Hvala. Lucijan Fižoleto iz Avstrije, selitev na Slovaško, kako to? Ja, moram reči, da je kar hitro se je že zaključila ta zadeva, že kar pred korono, že za nov let. So me poklicali, so rekli, da si želijo me v svoje vrsti in smo kar hitro zaključili. Ja, to, da je to en klub, ki že leta igra v Ligi prvakov, tako da spet neka nova dokazovanja in upam, da bo vse v najboljšem redu, brez poškodb seveda. Zanimivo, izjemno pisana druščina. Brazilci, Kubanci, Slovaki, Čehi, Rusi, Ja. Slovenci seveda, Lucijan Fižoleto in pa Nino Grzentič. Ja, tako so si želeli sestaviti ekipo malo teh različnih karakterjev. Moram reči, da so fanti gledali to, da sem jih zdaj uspel spoznati mesec, pa pol že imamo priprave kar dolge. Super vsi. Sicer nam manjka še en Tunizic, ki so sicer mislim, sred korone kar nadaljevali prvenstvo in vse, 2 poškodovana Slovaka, tako da še nismo tih popolni, ampak zaenkrat ekipa super. Ja, tudi sporazumevamo se tako, eni znajo malo angleško, eni ne. Te Slovaki zastopijo polovico Hrvaško, tako da v bistvu ni problema. No. Trener tudi znani, trener Hrvaške leta 2010 do 2015, tudi kako z njim recimo sodeluješ? Zdi se mi kar strog, precej tudi do tebe sem imel občutek na tekmi. Ja, moram reči, da on je strog do vseh, zato ker on hoče eno perfektno igro, popolnost, hoče, da se držimo tega, kar on zahteva, kar mislim, da je vse v pravem redu, noče nič slabega, vse najbolj za nas. V bistvu je pa res, da nova ekipa moramo se uigrati in to rabi malo časa, zdaj seveda nam ga mora dati in to tudi sam razumeti. Ampak ja, malo je temperamentno, dobro. Hvala lepa, še samo za konec komentar današnje tekme. Ormožani so vas kar dobro namučili.
Ja, super tekma je bila, moram reči, da gor dol, Ormož vodo, mi nazaj. Tako da, kar se mene tiče, super tekma. Jaz si mislim, da tudi te ljudje, ko so pa prišli pogledati, da so se videli, da je bilo zanimivo. Jaz mislim, da je to čar športa, žoga je okrogla in vse se lahko zgodi. Hvala lepa in srečno. Seveda, kot smo že dejala, brez poškodb predvsem. Najlepša hvala. Ajde, Luc, drž se. Ajde, se. Kosi, Žuran, lep višek do Bogadija, to pa zdaj treba zabiti in zabil je Bogadi. Lepa akcija in zaključek Bogadija, višek na levo krilo. Zdaj brez težav za Balenta, poskus Pačeka, pa kontra za Tinčeka Hebarja. Dajmo Tinček in ne, škoda, preveč je teh zicerjev. Balent pri 5. obrambi. In bravo Balent, 6. obramba in nova priložnost za Hebarja. Dajmo Tinček, da, tokrat zabija.